Deva povedati, če kaj o pravih rokerjih. Verjetno si šel v ta projekt, kot večina tekmovalcev v hiši Big Brother, tudi zaradi medijske podpore. Pa že kar nekaj časa čakamo na to vašo Sausages novo plato. Veseli december je pred vrati. Tako kot sem rekel, plata bo odzunij takrat, ko bomo mi zadovoljni z njo. Prej ne bomo dali ven. Tudi kakšnega komada mogoče zdaj ne pred novim letom. To pa ja. To pa ja. Problem je v tem, če daš plato ven, pa pol nisi zadovoljen z njo, bi jo popravljal, pa je škoda. Zdaj imamo pač svoj studio in delamo takrat, ko imamo cajt, pridemo, popravimo kakšno stvar, naredimo kaj drugače. Delamo bolj počasi, ampak saj dosti bendov, dosti plat na leto se izda. Ampak se pa ne bojite, da se vam zgodi Chinese Democracy, recimo, ne? No, to hudo. Mislim, ker toliko mladi pa tudi niste, ne, več. No, to hudo spet ni. Še eno vprašanje sem imel v bistvu, ko sem ga prej preskočil na temo Urške Čepin. Ti si seks simbol svoje generacije, eden od. Torej veš, kaj so seksi in kaj so lepe babe. V katero skupino gre Urška Čepin? Tudi v prvo, pa tudi v drugo, ne. Zakaj ne? Ker se je z operacijo mi pogršala. Ona je bila, ki je bila še naravna, ne, ki je bila prav tako simpatična, zdaj pa to ni več v redu. Zanimivo, ker moram reči, da sem pričakoval kar od par ljudi odgovor, da vse ni seksi, no, ampak jaz tega tudi sam ne vidim. Ne? Meni osebno ni, no. Se ne bi upal podpisati pod to delo kot kirurg, no, hočem reči. Meni osebno je ona malo, mislim, je tragična oseba. Bolj kot seksi. Se ti zdi kot močan karakter, ki lahko tukaj v hiši preživi nekaj časa? Kaj pa vem. Po eni strani ima izkušnje, po drugi strani jo marsikaj moti, ne? Po mojem je ful stvari moti, ja. Ni tako za dolge proge, ne. Kaj si boš kupil z denarjem, ki ga boš zaslužil kot komentator v hiši Big Brother Salavnih? Ful bom zaslužil, res. Ne bo novih feltan. Jaz to delam za zabavo, to ne delam za denarja, tako da. Lahko bi prodal, saj da delaš kot promocijo. Saj kot promocijo prodaj, ne zabavo. Ali je res zabava? Je res zabavno? Kaj je najbolj zabavnega? Kaj je ta moment? Zabavno je sedeti tam, pa opazovati, pa komentirati. No. Pa sodelovati s tema dvema komentatorjema, ki sta res, mislim, vsak svoj svet zase. In sta prav tisti včasih kar preseneta. V smislu? Pozitivno? V pozitivnem, včasih tudi v negativnem. Recimo, kakšen primer? Ja, pozitiven je bil ta teden, prejšnji teden je bil kar malo negativen, ampak mislim, to je pač njuno mnenje, jaz v to ne spuščam, povedali ste tako, kot smo nekako vsi videli, ampak na svoj način. Ampak sem bil kar malo tisti, tako se bomo zdaj pogovarjali. Kdo bo prišel iz bajte kot zmagovalec? Imaš kakšen občutek? Jaz osebno mislim, da bi mogel biti zmagovalec Zlatko. Ker? Ker je najbolj neposreden, najbolj samosvoj. Mislim, da bi mogel biti on zmagovalec. Vsi ostali nekako kalkulirajo, on pa ne. No. Vsaj na prvo žogo, pa na drugo tudi ne. Tako da se mi zdi, da Zlatko bi si kar zaslužil biti zmagovalec, pa poleg tega vem, da če bo Zlatko zmagovalec, bo ta denar ostal tistim, ki ga nimajo.